Zato seveda delamo največ na kadrovski politiki. Včeraj smo, kot samo primer povem, sedeli z vodstvom medicinske fakultete v Mariboru in rektorjem Univerze v Mariboru, kjer smo iskali možnosti za povečanje vpisa na medicinski fakulteti. Enako bomo naredili tudi na ljubljanski medicinski fakulteti, tako da pravzaprav začenjamo s samim šolskim sistemom. Veliko se ukvarjamo tudi s specializanti družinske medicine, ker tudi sam osebno jih na njihovih predavanjih nagovorim, jih poskušamo motivirati za ta poklic. Trenutno imamo v sistemu 28 specializantov, ki so se lani pisali na specializacijo družinske medicine, kar je glede na obseg dela oziroma potrebe, ki jih imamo, ekstremno malo, torej stanje tukaj je alarmantno. Potem, kot sem že povedal, delamo na aneksu 2, kjer poskušamo zagotoviti tudi financiranje za tiste, ki delajo več, katerih obremenitve so večje, kot so povprečne obremenitve. Potem povečali smo tudi, oziroma podpisal sem odredbo o povečanem uvozu zdravnikov iz tretjih držav, kjer je pravzaprav zanimanje takšno, kot smo ga nekako tudi pričakovali. Zagotovo ne bodo prišli, če rečem temu po domače, avtobusi zdravnikov iz tretjih držav. Trenutno imamo v fazi, torej v postopku pridobivanja dovoljenj za delo 5 zdravnikov iz držav, ki niso članice Evropske unije. Tako da, če se skupaj rezimiram, delamo na več področjih, torej da izboljšamo potrebe ali pa da izboljšamo situacijo na področju družinske medicine. Naštela ste tudi veliko drugih stvari, kot so dotrajana oprema, dotrajane zgradbe. Ravno kar smo skupaj z Ministrstvom za finance v dogovoru za proračun 2020 in 2021. Zdravje je ena izmed prioritet oziroma glavna prioriteta te vlade in pa te koalicije. Zato iščemo dodatna sredstva in verjamem, da se bomo lahko dogovorili znotraj koalicije, da bo Ministrstvo za zdravje tisto, ki bo razpolagalo v naslednjih letih z večjimi sredstvi. Gre predvsem za investicije, gre za ukrepe na področju čakalnih vrst, se pravi, gre za tista akutna področja. Omenila ste tudi korupcijo. Ja, korupcija je eden izmed problemov v zdravstvu, zagotovo obstaja in ga je potrebno reševati. Sam se veliko ukvarjam s tem, tudi v kliničnem centru sem veliko delal na tem, vendar sam proti sistemu korupcije žal ne morem. Velikokrat sem bil v teh, poskusih osamljen, tudi del medijev je zelo negativno pisal o mojih poskusih, pa si lahko sami odgovorite, zakaj je temu tako. Tako da bo potrebno pravzaprav v izkoreninjenju korupcije ali pa zmanjšanju korupcije bo moral delovati cel sistem, tudi represivni organi in seveda bo potrebno spremeniti kulturo, kar je pa dolg in težek postopek.